Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Z vami smo v živo tudi na ta praznični četrtek in za vas smo spet pripravili eno zanimivo temo z področja zdravstva. Veseli me, ker se je mojemu povabilu nocoj odzvala gospa doktorica Andreja Ocepek, specialistka internistka z oddelka za gastroenterologijo in endoskopijo UKC Maribor. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Tako, nocoj bova govorili predvsem o kroničnih boleznih jeter, dotaknili se bova tudi nekoliko diagnoze rak jeter, pa vendarle, če se strinjate, bi vas na začetku prosila, da se malce dotakneva same anatomije jeter. In sicer, kje točno se nahajajo, kakšne oblike so, kakšne barve, koliko v povprečju tehtajo, vsi ti zanimivi podatki bi bili pravšnji za en dober uvod. Jetra so nekje približno kilogram pa pol težka pri odraslem človeku, nahajajo se v trebušni votlini, desno zgoraj, po domače povedano, pod desnim rebrnim lokom, pod desno prepono, tam so tudi deloma zavarovana z rebri, so nekako rjavkasto-rožnate barve, ko so zdrava, kadar več niso zdrava, spremenijo tudi nekoliko svojo barvo lahko. So najpomembnejša, oziroma največja žleza v našem organu, mislim v našem telesu. Tak za uvod, so iz dveh režnjev, levega in desnega, desni je večji, imajo kot zanimivost, podobno kot pljuča, pravzaprav dva krvna obtoka, zato ker en krvni obtok, mi mu pravimo sistemski krvni obtok, povezuje jetra z srcem, pljuči, ledvicami, medtem ko drugi, to je portalni venski obtok, pa povezuje jetra z črevesjem, želodcem, vranico, kar je tudi pomembno, kot bomo kasneje videli pri nekaterih zapletih kroničnih jetrnih bolezni. Pomembno je pa z tega razloga tudi, ker vse, kar mi vnesemo skozi usta, v naše telo, torej hrano, tekočine, ki jih zaužijemo, prvi, v bistvu po tem, ko se iz črevesja v kri resorbirajo, torej vsrkajo, najprej preidejo skozi jetra. In jetra so ena ogromna tovarna, ki vse te snovi predeluje, shranjuje, iz njih tvori nove snovi, ki so nam koristne, kot so vitamini, določene beljakovine, hormoni. In z tega stališča so pravzaprav izjemno pomemben organ. V našem telesu. Tako. Bi lahko pojasnili, zakaj imajo jetra veliko sposobnost regeneracije in kako se pravzaprav to kaže v praksi? Jetra imajo, pravzaprav vsi naši organi v telesu imajo veliko rezerve, po domače povedano. Prav včasih si presenečen kot zdravnik, kako hudo so nekateri organi pri ljudeh bolni, pa še kar funkcionirajo, zmorejo svoje naloge opravljati. Poleg tega pa imajo jetra pravzaprav res eno veliko sposobnost regeneracije. Pravijo, da prav zato nas je evolucija naredila takšne, ker se vsak dan, pravzaprav skoraj vsako minuto spopadajo s številnimi toksini, strupi, snovmi, ki jih vnašamo v telo in jih morajo izločiti ali predelati. In narava nam je omogočila to, da so sposobna kljub tem vsem strupom in vsem snovem, ki jih pravzaprav dnevno napadajo, da tako rečeva, zelo enostavno, da zmorejo vse to delo opravljati, in da se potem dejansko celice vedno znova regenerirajo. Tako pa vendarle lahko rečemo, da tudi jetra, kljub vsem tem dobrim lastnostim, ki jih imajo, vendarle niso iz železa, pod narekovaji. Kaj je tisto, kar jim pa vendarle lahko škoduje in jih nenazadnje tudi uničuje? Na prvem mestu vsekakor tudi v našem okolju žal alkohol. Alkohol je absolutno tisti toksin, ki jetrom na dolgi rok, pri velikih količinah je škodljiv. Potem so pa tudi druge snovi, kot so recimo kajenje, vsekakor škodi tudi jetrnemu tkivu, potem so recimo nekatere virusne okužbe, kot so kronične okužbe z virusom hepatitisa B in C, tudi v našem okolju še vedno prisotne, sicer manj kot mogoče v azijskem okolju. Potem so določene druge snovi, naprimer tudi zdravila, so lahko v veliki meri, še posebej, če so v previsokih odmerkih, predolgo časa, nekateri ljudje uporabljajo recimo, lahko škodujejo jetram. Pa tudi drugi, nekateri strupi, aflatoksini ali kaj podobnega, naprimer se najdejo v hrani, v snoveh, ki jih zaužijemo, ki so lahko škodljiva dolgoročno.
Torej, našteli ste jih kar nekaj. Pa to je zelo malo pravzaprav. Torej, jih je še več. Ogromno. Ja, sicer pa po vaših izkušnjah, ali se ljudje dovolj dobro zavedamo, kaj vse škoduje našim jetrom? Se zavedamo vseh teh razvad ali nekako na to pomislimo? Zavedamo že, ampak koliko naredimo, da bi jih se izogibali, je pa drugo vprašanje. Mislim, zavedamo. Jaz mislim, da ljudje kar vejo, da je alkohol načelno škodljiv, pa da lahko z leti povzroči cirozo jeter, ampak vsaj meni se pa to ne bo zgodilo, pa se ne pijem toliko. V bistvu, recimo, da je to potem eno tako malo sprenevedanje vsakega človeka, da se nekako mogoče ne zaveda tega, da pa se njega to tudi lahko tiče in ga doleti, takšna bolezen. Tako da tudi na tem področju imamo tudi mi nekaj rezerve, kjer bi lahko bili torej bolj disciplinirani, bi lahko rekli, v izogib posledicam, ki lahko sledijo. Res je. Ja, na tem mestu vsekakor velja omeniti, da ste preteklo sredo v avli Mariborske klinike za interno medicino, strokovnjaki, ki se ukvarjate z boleznimi jeter, prav pod vašim budnim očesom pripravili dan jeter. Če se ne motim, gre za prvi dan jeter v UKC Maribor. Tako. In želela bi, da nam malce opišete, kakšen je pravzaprav bil vaš namen, kaj vas je spodbudilo, da tak dan organizirate in kako je potekal? Kaj je spodbudilo? Dejansko vsakodnevno delo z ljudmi, ki imajo bolezni jeter. Moram reči, da jetrna ciroza v našem okolju, vse slovenskem, ne samo štajerskem, je kar pogosto obolenje in skoraj da vsakodnevni kruh gastroenterologov. Se mi pa zdi, da se o tem morda res nekoliko premalo ve, govori, posveča pozornost, tudi osvešča javnost. In potem smo že lani najprej malo o tem mogoče se pogovarjali, pa se nekako ni izšlo, letos smo pa dejansko potem se odločili na en tak dan po vzgledu dneva ledvic, recimo, ki se že kar tradicionalno organizira v naši ustanovi, organizirati tudi dan jeter. Sodelovali so tako zdravniki, predvsem specializanti našega oddelka, potem, ki so pač tudi pomagali pri izvedbi, tako diplomirane kot srednje medicinske sestre, tako da je bilo spet to eno timsko delo, tako kot tudi sicer poteka delo z bolniki na oddelku in je bilo zelo pozitivno vzeto tako strani osebja, kot tudi strani bom rekla ne bolnikov, morda bolj mimoidočih, ki so pa tudi nekateri bili bolniki, ki so pač v UKC Maribor bili na pregledu ali na kakih preiskavah. Omogočili smo jim recimo eno tako spoznavanje osnovno iz enih plakatov, kjer so si lahko neke stvari prebrali o samih boleznih jeter, o vlogi jeter, o preventivi pred boleznimi jeter. Potem smo merili krvni sladkor, maščobe v krvi, holesterol in trigliceride, tehtali smo bolnike oziroma ljudi, ki so prišli, izmerili višino in potem tudi izračunali indeks telesne mase. Debelost, sladkorna bolezen, povišane maščobe so tudi dejavniki tveganja za kronične jetrne bolezni, kar je v zadnjih 20 letih ena epidemija debelosti v zahodnem svetu, tudi pri nas, in sladkorne bolezni in to vse dodatno vpliva tudi na zamaščenost jeter, kar lahko s časom vodi prav tako do ciroze. Tega se pa ljudje verjetno manj zavedajo kot pa problema alkoholizma. To je nekako vseeno bolj znano, se mi zdi, da v javnosti, kot pa ostali dejavniki, ki pa vendarle so tudi aktualni. Tako da se moram reči, je udeležilo meritev neposredno 92 oseb v tistih 6 urah, kar je bilo kar zahtevno vsem ugoditi, tako rečem, oziroma narediti se te meritve, ampak smo zmogli in odziv je bil zelo dober. Odlično. Morda še odzivi vaših nadrejenih, verjetno so ponosni, da ste kaj takega organizirali. Ja, predstojnik je bil zelo zadovoljen, je prišel tudi nas poslikati malo, tako da imamo za spomin, ampak ja, mislim, da so bili zadovoljni. In tudi jaz vam želim, da bi ta dan postal tradicionalen. Ja, hvala lepa, bomo videli. Morda še beseda o tem, ali je datumsko sovpadel tudi s kakšnim svetovno obeleženim dnevom jeter? Ja, če se pogugla, kot zdaj pogosto radi naredimo, najdemo na internetu dejansko, da 19. april je svetovni dan jeter. Sicer se mogoče manj obeležuje, kot se obeležuje dan hepatitisa, ki je v juliju, to so predvsem zaradi hepatitisa B in C, ampak tudi dan jeter v nekaterih državah obeležijo za takimi dogodki ozaveščanja in mislim, da smo celo prvi v Sloveniji, ki smo kaj takega organizirali, no vsaj do zdaj nisem imela drugih podatkov.
Tako, iskrene čestitke Hvala in lepa. veliko veselja tudi v prihodnje. Sicer pa me zanima, govorili sva že torej omenili ste te bolezni jeter, potem kako so jetra sestavljena, kateri so tisti dejavniki tveganja, ki povzročajo bolezni jeter, kronične bolezni jeter. Zdaj pa mislim, da je prav, da nadaljujeva tudi s posledicami, ki jih te razvade, ki ste jih prej že omenili, lahko prinesejo. Kako se nekako začnejo kazati, kateri so tisti prvi simptomi, ki nas lahko malce premaknejo, da pa vendarle pomislimo, da z nami ni vse v redu in poiščemo zdravniško pomoč. Dostikrat je pri boleznih jeter, kroničnih obolenjih jeter problem ta, da so dokaj neznačilne težave in simptomi. Navajajo recimo eno utrujenost, slabši apetit, po jedi jih nekako napenja v trebuhu, morda tišči pod desnim rebrnim lokom. Nekateri navajajo srbečico kože kot zanimivost, ta je mogoče nekoliko bolj pogosta pri primarni biliarni cirozi kot eni od oblik, ampak tudi pri drugih kroničnih jetrnih boleznih eno splošno slabo počutje, kar pa težko pripišeš nekemu organu, tako da ljudje se dostikrat ne spomnijo, da bi to lahko pomenilo neko bolezen jeter. Zato je včasih tudi diagnoza morda malo kasneje se postavi, ko se pa pojavijo tisti dokaj bolj značilni simptomi in znaki, kot so zlatenica kože, kot so otekanje okončin, recimo predvsem goleni, stopal, kot so spremembe po koži, kot recimo razširjene žilice na prsnem košu, na vratu. To so tako dokaj tipični, tako imenovani pajkasti nevusi, ki govorijo v prid verjetno ene kronične jetrne bolezni. Odteka lahko trebuh zaradi nabiranja tekočine, ampak to so že znaki dejansko že resno napredovale bolezni, že pravzaprav ciroze jeter. Kako pa si sicer sledijo same te faze? Zdaj ste našteli simptome, ki jih spremljajo. Kaj pa se dogaja s samimi jetri? V prvi fazi jetra predvsem nekako otečejo. Če jih preveč jim škodujemo, zdaj, ali je to alkohol, ali so to druge snovi, ali je to neko obolenje, na katerega človek nima vpliva. Obstajajo tudi takšne genetske napake ali pa recimo že torej prirojene, kasneje se pojavijo bolezni, ali pa recimo imunsko pogojene bolezni se lahko pojavijo v odrasli dobi, tudi okrog 50. 60. leta, pa nismo mi nič naredili narobe, kot recimo z alkoholom ali pa z nezdravim življenjem. Pravzaprav ni nekih, ljudje se dostikrat ne zavedajo pravzaprav, kaj se z njimi dogaja. Kako pa sicer strokovnjaki opredeljujete kronične bolezni jeter? Jih je več ali gre za eno samo? Pravzaprav jih je več, je pa res, da vse vodijo proti istemu končnemu izidu dostikrat, kar je ciroza. Sprva so jetra, kot rečeno prej, nabreknejo, so otekla, lahko zaradi tega tudi bolijo, se vname tkivo, lahko se recimo pri neki sladkorni bolezni preveč maščobe v telesu nabira maščoba v jetrnih celicah. S časom se pa zaradi teh okvar jetrnih celic, ki jih več ne nadomestijo nove jetrne celice, ampak vezivno tkivo, pride do brazgotinjenja in se jetra skrčijo in dejansko nastane ciroza. Tako da kronične jetrne bolezni so pravzaprav ena progresivna bolezen jeter, ki s časom, s spremembami privede, tudi strukturnimi spremembami jeter, privede do fibroze in kasneje ciroze. Ciroze jeter, ki je pa res tisto hudo stanje. To je pa pravzaprav trenutno nepovratno obolenje. Torej, v tej fazi več ni moč vzpostaviti normalnega jetrnega tkiva, se ne morejo več jetra regenerirati na normalno stanje. Čeprav nedavno sem ravno brala, da so že neka zdravila v testiranju, ki bi morda pa omogočila tudi to, da bi se to vezivno tkivo spet, recimo temu, nekako odstranilo in da bi se jetra lahko spet regenerirala. Ampak to bo prihodnost. Upajmo, da se bo res tako izteklo. Ker tudi nocoj naša oddaja Halo zdravnik kljub prazničnemu četrtku poteka v živo, pa vas, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, vljudno vabim, da nas pokličete v studio na telefonsko številko 02 620 3737 in moji nocojšnji gosti zastavite kakšno vprašanje. Tema nocojšnje oddaje so kronične bolezni jeter, tako da veseli bomo vašega klica, kar pogumno. Midve pač nadaljujeva
Omenili ste že nekaj simptomov, ki spremljajo bolnike z boleznimi jeter, pa vendarle me zanima, kateri so pa potem tisti zares hudi simptomi oziroma težave, ki pestijo paciente takrat, kadar je pa stanje že zares resno, kadar gre morda celo za napredovalo cirozo jeter. Ja, poleg že prej omenjene zlatenice, otekanja izrazitega, so ti bolniki nagnjeni zelo k okužbam, zato ker je imunski sistem telesa ob jetrni okvari okrnjen, tako da imajo pogosto okužbe, kot so pljučnice. Nagnjeni so k krvavitvam. Jetra so namreč zelo pomemben organ, ki sintetizira, torej tvori številne beljakovine, ki sodelujejo v strjevanju krvi, in ko jih ni, ali jih je premalo, seveda se pojavljajo krvavitve. To so lahko tudi zelo dramatične, kot bruhanje krvi zaradi pok na v bistvu požiralniku, na želodcu. Tako da so ti zapleti lahko res zelo dramatični in hudi in pogosto v bistvu življenjsko ogrožajoča stanja. Prihaja tudi do motenj zavesti kot posledica tega, da se pravzaprav strupi, ki jih jetra več niso sposobna odstraniti iz telesa, nabirajo v krvi in preidejo tudi v možgane in potem je človek, najprej je to ena spremenjena zavest, morda razdražljiv ali bolj zaspan, s časom lahko pride pa do kome. Temu rečemo jetrna koma, na primer. Tako da so lahko te terminalne faze jetrne bolezni zelo, zelo hude. Pa ali vendarle obstajajo kakšna sredstva, s katerimi lahko bolnikom s tako težko obliko napredovale ciroze jeter vendarle nekako lajšate te simptome, ki nastopijo? Ja. To je pravzaprav tudi osnova zdravljenja, lajšanje simptomov. Žal vzročnega zdravljenja pravzaprav skoraj ni, če gledamo te najpogostejše vzroke jetrne bolezni. Vzročno zdravljenje pri nekem, recimo, bolniku s cirozo, ki je posledica alkoholizma, je predvsem, da neha piti alkohol. To je osnova vsega naprej, ker vsakim naslednjim kozarcem alkohola bo samo še dodatno škodo povzročil jetrom in seveda rezerve, ki so še morda, bodo vedno manjše. Vse, kar lahko mi naredimo, je pa pravzaprav potem to, da lajšamo te simptome. Torej simptome otekanja, simptome zlatenice do neke mere, zdravimo okužbe, izboljšamo strjevanje krvi v fazi, ko pride do krvavitve in podobno. Ali se v večini primerov bolniki, ki trpijo za cirozo jeter prav zaradi vzroka alkohola, če lahko temu tako rečem, potem v večini primerov vendarle slednjemu izognejo, ga opustijo ali ne? Kakšne so kaj vaše izkušnje? Da večinoma ne, žal. Ja. Alkoholizem je bolezen, ki se žal kljub pogosto zdravljenju vseeno je težko ostati, brez alkohola, marsikomu. Tudi moram priznati, da si zelo žalosten, ko vidiš mladega človeka, ki je v bistvu zaradi alkohola izredno bolan, pa ga ni sposoben več opustiti. Verjetno ena kombinacija, ne samo bolezni kot take, ampak tudi družbenega okolja, v katerem živi, socialnih razmer in tako naprej, ki privede sploh do tega in potem to stanje tudi vzdržuje. Tako da smo žal pogosto neučinkoviti. Žal. Ja. Ja, tako, mi pa že imamo prvi telefonski klic. Dober večer komu? Irina pri telefonu. Pozdravljeni. Dober večer. Jaz bi pa rada eno vprašanje za gospod doktor. Jaz sem upokojenka, sem že 10 let v pokoju in opažam zadnje čase kakšno leto, da mi po noči, da me tišči pod desnim rebernim lokom, ampak to bolj v pasu kot od spredaj. Sicer ne kadim, ne pijem, prehranjujem se zdravo, ali bi to tudi mogoče bilo kaj na jetra? Ampak samo po noči? Sem pa tja, občasno me tudi majčkeno rahla slabost, ampak to po noči me bolj, intenzivno, drugače me pa čez dan pa tako, malo popusti. Če grem majčkeno se rekreirati, pa če se tako sprehajam, imam včasih malo tako, da izgine, ampak potem čutim, ne tisti predel, da me tišči. Je pa vezano kaj na hrano? Kaj pa vem, sem že študirala, ampak je tako različno, da me včasih pri eni hrani, kot da bi mi bilo kaj težave, včasih pa ne. Tako da ne morem sploh pogruntati, ali je od hrane ali ni. Ja. Iz tega, kar mi poveste, tudi jaz vam težko svetujem pametno, ampak rekla bi, da bi se splačalo narediti en ultrazvok trebuha, da se vidi jetra, žolčnik, ta segment. Je pa, tako kot smo že prej se pogovarjali, dokaj neznačilni in nespecifični simptomi, ki jih tudi vi navajate, pa včasih vseeno lahko pomenijo neko bolenje. Tako da preventivno morda ne bi bilo slabo narediti en ultrazvok.
Hvala lepa za vaš odgovor. Mi pa imamo na zvezi že naslednjega gledalca oziroma gledalko. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Dober Kar večer. izvolite zastaviti vprašanje. Jaz sem imela tumor na jetrih. Zdaj pa me zanima, kaj je s tem. Imate kakšno bolj kar splošno vprašanje glede tumorja na jetrih ali bi želeli vprašati kaj bolj specifičnega? Ja, kak je zdaj, so me punkcijo delali z tistega tumorja, zdaj pa ne vem. Ja. Tumor jeter je zelo širok pojem, namreč tumor je vsaka bula, po domače povedano, ki se nahaja nekje, tudi v jetrih v tem primeru, ne. Tako da to je premalo podatka. Zdaj, če so vam naredili punkcijo, so dobili histološki izvid. To je pa tisto, kar potem pove, kakšne narave je ta tumor, a je to nek benign tumor, ki je pravzaprav nenevaren in se ne bo nič z njim zgodilo in ga pač imate, kot eno bradavičko na koži morda, ne. Ali je pa to nekaj, kar je potrebno naprej zdraviti, torej ali neka vrsta operacije ali nek poseg zahteva. To pa zdaj ne znam odgovoriti, ker nimam teh podatkov, tako da dejansko bi bilo pomembno pridobiti histološki izvid in se pogovoriti na podlagi tega z vašim zdravnikom, kaj naprej. Tako, hvala lepa za vaš odgovor. Še nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 0262203737. Do takrat pa bova midve nadaljevali z najnim pogovorom in če dovolite, bi vas malce povprašala tudi o samih diagnostičnih postopkih, ki so na voljo za dokazovanje oziroma potrjevanje kronične bolezni jeter. Kadar zdravniki na podlagi nekih simptomov, znakov, ki jih bolniki navajajo, posumimo, da je nekaj morda narobe z jetri, običajno naredimo v prvi vrsti laboratorijske preiskave, torej nekih snovi v krvi, ki nam govorijo o stanju jetrne funkcije oziroma jeter samih, in pa naredimo ultrazvok trebuha. To je kot slikovna preiskava, ki je tudi najenostavneje dosegljiva, najmanj škodljiva, da tako rečem, ne, nima nobenega sevanja, nam poda največ podatkov kot en presejalni test, po domače povedano, ne. In potem dobimo eno oceno, ali gre za neko že morda zamaščenost jeter, ali je morda že so znaki ciroze celo vidni, ali je neka lezija v jetrih, kot je gospa omenila, nek tumorski proces v jetrnem tkivu. Laboratorijski izvidi nam pa povejo o delovanju jeter. Ali je torej neka okvara jetrnih celic prisotna morda, pa zaradi tega povišane te snovi v krvi, ali je morda kaj narobe z žolčnimi potmi, pa zaradi tega težave. Tako da iz teh, bom rekla, osnovnih dobimo neke prve podatke, na podlagi katerih se na to odločamo o nadaljnjih diagnostičnih ukrepih. To so pa lahko od zelo sofisticiranih slikanj, kot je magnetna resonanca, do punkcije, kot je gospa omenila, kadar naletimo na neko bulo, po domače povedano, ali pa kadar sumimo neko jetrno obolenje, ki ga moramo dokazati histološko, preden začnemo zdraviti, ne. Obstaja tudi en kup laboratorijskih, specialnih laboratorijskih preiskav, ki so rezervirana pravzaprav za postavitev diagnoze, ko vidimo, da nekdo ima kronično jetrno bolezen, ne vemo pa, kakšne narave je ta bolezen. Pa je recimo anamneza alkohola negativna, pa nima bolnik sladkorne bolezni, ni predebel, nima nekih tistih klasičnih, pogostejših dejavnikov tveganja. Naredimo pa potem dodatne preiskave, predvsem za imunsko pogojene bolezni, hepatitise, še vedno, ne, virusne hepatitise in podobno. Pol pa so že zelo specialne morda preiskave, ki so pa manj pogoste bolezni, ne, ampak še vedno prisotne. Kaj pa pri vaših bolnikih, ki jim to kronično bolezen jeter nekako potrdite in jih spremljate, jih obravnavate, ali omenjene diagnostične postopke tudi potem pri nadaljnjem poteku same bolezni večkrat ponavljate, da veste, kakšno je trenutno stanje? Da. Dejansko, ko nekomu postavimo diagnozo kronične bolezni jeter, bom rekla tako, kronična bolezen jeter je ena tak nadpomenka, ne, znotraj katere se nahaja veliko diagnoz, od primarne biliarne ciroze do alkoholne jetrne okvare, do steatohepatitisa, kar pomeni pravzaprav vnetje jeter zaradi zamaščenosti jeter, in steatociroze posledično. Potem so še druge bolezni, kot je hemokromatoza, kjer je preveč kopičenja železa v jetrih in podobno. To so vse kronične jetrne bolezni, ne, in vse te bolnike pravzaprav sledimo. Torej stanje, bom rekla, nekako na 6 do 12 mesecev, odvisno od tega, kako bolezen napreduje, kako se bolnik drži naših navodil. Da se potem vračajo Tako se vračajo k nam, da opazujemo delovanje, funkcijo jetera, so novi simptomi nastali, kako je z ultrazvokom, ne, in sledimo. Tako. Če dovolite, bi sprejeli še en telefonski klic. Dober večer. Lep dober večer želim, Ana Marija moje ime.
Dober večer. Obe bi najlepo pozdravila, posebno zdravnico, pa bi jo Pozdravljena. prosila za kakšen nasvet. Povejte. Dolga leta se zdravim že za osnovno bolezen psoriazo in posledično tega psoriatični artritis. Ja. Sem na visokih dozah medrola, zdaj trenutno sem tudi na bioloških zdravilih, komirja. Ja. In ker tega že dolga leta jemam ta zdravila močna, me zanima, kako to vpliva na jetra. 93. leta sem prebolela tudi virusni hepatitis. Veste kateri? Veste kateri? B, A? B, B. B, ja. Ja. In občasno opažam, da me zadnje čase pod desnim rebernim tak špikal not, pa kot da bi me v trebuhu večkrat kaj teklo. A je to kaj povezano z jetri? Hvala za odgovor, pa lep večer še naprej. Lahko noč. Hvala vam za vprašanje. Ja, lahko je, no, tako bom rekla. Psoriaza kot taka je imunsko pogojena bolezen in opažamo, da ljudje z eno imunsko pogojeno boleznijo so nagnjeni tudi k drugim. Čeprav morda prav z jetrno okvaro niti ne toliko, no, manj kot s kako drugo. Je pa vsekakor izmed zdravil, ki jih je gospa omenila, medrol tisti, ki bi lahko jetrom na dolgi rok bil škodljiv. Medtem ko humira praviloma ne. Uporabljamo humiro tudi v gastroenterologiji pri bolnikih z ulceroznim kolitisom, ki ste ga imeli prejšnjič ravno na oddaji kot temo, pa pri Crohnovi bolezni. Tako da ta načelno ni podatkov, da bi bila škodljiva za jetra. Medrol pa. Medrol pa je lahko. Tako da bi bilo smiselno, ampak mislim, da glede na to, da ima gospa tako napredovalo bolezen, kot je psoriaza na terapiji z biološkimi zdravili, je redno vodena pri dermatologu in oni se tega zavedajo in to tudi redno sledijo. Tako da z kontrolnimi laboratorijskimi testi, tudi jetrnih testov, oni opazujejo potencialne stranske učinke svoje terapije. Tako da mogoče naj gospa vpraša, preveri ob naslednji kontroli, ali so bili ti testi narejeni, pa potem ve, kakšno je stanje. Ja, tako, hvala lepa za vaš odgovor. Mi pa imamo že naslednji telefonski klic. Dober večer. Halo, pozdravljeni. dober večer želim. Dober večer. Obe zdravnico in pa vas, voditeljica, lepo pozdravljam. Hvala. Želela bi pa en odgovor in prosim, jaz jemljem, sem Marija iz Kozjanskega, jemljem tole Eutirox za ščitnico, te tablete in bi prosila, če mogoče na daljši rok to vpliva kaj na jetra, pa kaj pomeni zamaščenost jeter. Če to daš pri osebnemu zdravniku, prosiš za pregled krvi ali so to kakšni drugi pregledi. Hvala lepa za vaše vprašanje. Eutirox načeloma ne bi smel biti škodljiv za jetra, je pa res, da je vprašanje, zakaj ga gospa jemlje. To je zdravilo za zdravljenje ščitnice, bolezni ščitnice, in če v ozadju ena imunsko pogojena bolezen ščitnice, je lahko spet podobno kot prej pri psoriazi neka nagnjenost k imunsko pogojenim boleznim tudi drugih organov. Tako da z tega stališča morda ne bi škodilo narediti jetrne teste. Kar se tiče pa zamaščenosti jeter, to je pa tako, kot se sliši. Torej, jetra so mastna, po domače povedano, preveč je v jetrnih celicah maščobe. Prav, če pogledamo jetra na prerezu, da tako rečem, se vidi te kapljice maščobe, ki se nahajajo v jetrnih celicah. Včasih pravzaprav na laboratorijskih izvidih ne opazimo nič posebnega. Jetrni testi so lahko popolnoma v mejah normale, vidimo pa zamaščenost bolj z ultrazvočno preiskavo trebuha, takrat pa so jetra navidezno bolj svetla, bolj bela, kot bi bila sicer. Tako, hvala lepa za vaš odgovor. Ja, vsekakor pa je potrebno, da nocoj spregovoriva tudi o možnostih zdravljenja pri kroničnih boleznih jeter. Kaj ponuja sodobna medicina tovrstnim bolnikom? Odvisno je spet od vzroka za kronično jetrno bolezen. Tako kot smo prej omenili, v veliki meri je odstraniti vzroke. To je na prvem mestu, predvsem kadar govorimo o alkoholu, pa drugih škodljivih dejavnikih, načinu življenja, recimo pri sladkorni bolezni, pri debelosti, da se proba to zmanjšati, torej debelost, redna telesna aktivnost. To so taki preventivni ukrepi, kjer v bistvu mi z odstranjevanjem vzrokov poskušamo škodo na jetra zmanjšati. Ko pa enkrat že kronična jetrna bolezen prisotna, pa v veliki meri zdravimo simptome, torej nimamo vzročnega zdravljenja. Pri nekaterih obolenjih
naprimer kot primer hemokromatoza, to je pretirano kopičenje železa v jetrnem tkivu, ne samo v jetrih, tudi v drugih organih. Tam dejansko odstranjujemo železo, zatem da bolniki hodijo na redne odstranitve krvi. So v bistvu zelo, kako bi rekla, neke vrste krvodajalci pogosti. Ja. Potem imate naprimer primere imunsko pogojenih jetrnih bolezni, tam zdravimo na ta način, da umirjamo vnetno dogajanje v jetrnem tkivu z različnimi zdravili, protivnetnimi, eden od njih je tudi medrol, ki ga je prej gospa omenila, ali pa neke imunosupresivna zdravila, tako da več vrst nekih zdravil, odvisno od vzroka, zakaj je bolnik zbolel. Pri hepatitisih seveda zdravijo infektologi hepatitis B, C. Kadar pa bolezen napreduje, pa pravzaprav, ko enkrat pride v cirozo, pa zdravimo bolj ali manj simptomatsko. Simptome kot take. Tako, ja. Tako, mi pa imamo še en telefonski klic. Dober večer. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Izvolite. Edita pri telefonu. Jaz imam pa več vprašanj. Nekoč, ne vem kdaj, sem bila okužena s hepatitisom B. To smo ugotovili pred 3 leti, ko sem dobila vse znake od utrujenosti do slabosti, potem piščanje pod desnim rebrnim lokom. To se je samo nekako pozdravilo, sicer takrat tudi z zdravili prvih 14 dni in potem je to ostalo. V enem pol leta se je znormaliziralo in nimam nobenih teh znakov več, vedno se pa bojim. Niso mi povedali, a je ta hepatitis B definitivno smrten ali kroničen, oziroma bila sem okužena, nisem prenašalec, ne vem, kaj to pomeni. A me bo to v bistvu usmrtilo nekega dne ali je to samo na bypassu? Drugo, vsake toliko si kar samoplačniško iz strahu dam narediti ultrazvok jeter, ne kadim, ne pijem, sem pa zelo debela. Dolgo časa že, ne. Imam blago zamaščena jetra, ko sem zdravnico vprašala, koliko, je rekla 5%, ampak a veste, to je resno. Ne? A mi lahko vi povete, koliko je to resno, pa ali se da od takrat naprej merkam nekako na hrano, se res ne nažiram, predvsem ne škroba in maščob in sladkorjev, ne? Malo hujšam, počasi, ampak vseeno me zanima, a me to zelo ogroža, ali je to že kronično, ali bom nekega dne od tega umrla, ali je to na tem nivoju popolnoma nenevarno. Na prvo žogo bi odgovorila, da ne boste od tega umrla. Kar se tiče hepatitisa B, to je virus, s katerim se okužimo. Da se ga zdraviti. Zdaj, gospa je očitno to, ko je bilo odkrito, bila zdravljena, kolikor sem razumela. To zdravijo pri nas v glavnem infektologi na oddelku za nalezljive bolezni. In potem je odvisno od uspeha zdravljenja. Dostikrat je tako, da bolnik preboli hepatitis B, lahko sam po sebi, in nima več nobenih posledic. Je bil nekoč okužen, ampak se je telo tudi samo, v bistvu, bom rekla, znebilo te okužbe. Nekateri so pozdravljeni z zdravili tega virusa, nekateri imajo pa kronično okužbo, ki pravzaprav kronično okvarja lahko jetra. Torej, da okužba še vedno vztraja kljub ali ker niso bili zdravljeni, ali je bilo zdravljenje neučinkovito ali kakorkoli. Tako da bi dejansko morala gospa vprašati ali pa prebrati izvide teh svojih pregledov pri infektologih, če je bila tam zdravljena, kaj so na koncu podali mnenje. Sklepam, glede na to, da je bilo to 3 leta nazaj, da verjetno, da je zdravljenje bilo uspešno in da več nadaljnih postopkov in zdravljenja ne potrebuje. V tem primeru mislim, da je ta hepatitis B več ne ogroža. Kar se tiče zamaščenosti, je pa tako, moram vam priznati, da tam 80% odraslih ljudi, ki pridejo na ultrazvok, ima vsaj malo zamaščena jetra. Kaj pa tisti podatek, 5%? No, jaz si ne bi tega upala nikoli reči, ker ne vem, kako bi to zmerila, iskreno povedano. Obstajajo zdaj sicer ene metode ultrazvočne, kako izmerimo, ki se imenuje konkretno ultrazvočna elastografija, kako izmerimo ne toliko zamaščenost, bolj vezivno tkivo, kada začne fibroza, torej vezivo preraščati jetra, v kakšni meri so jetra že trda, po domače povedano zaradi te fibroze, ali elastična, zato elastografija. Zdaj, da bi pa lahko rekla nekomu, imate pa 5% zamaščene jetra ali pa 50%, to pa ne morem reči, samo z ultrazvokom. Razumem. Kaj pa povezava, se pravi debelost in zamaščenost jeter? Zagotovo je dobro, da gospa skrbi za znižanje svoje telesne teže. Gotovo, pa ne samo zaradi jeter, na splošno. Zaradi
Telesna teža, v bistvu, če je prevelika, ne, škoduje celemu organizmu, srcu, kolkom, težko se gibamo, vse. Tako. Mogoče ena zdrava, malo prekomerna telesna teža, ni hudega, ne, ampak žal je preveč že debelosti. No. Tako, hvala lepa. In že bomo sprejeli naslednji telefonski klic. Dober večer. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Dober večer. Na tej strani. Izvolite. Jaz imam pa eno vprašanje in sicer pred 2 letoma so mi odkrili neopredeljeno jetrno cirozo in sedaj me zanima, kako je glede zanositve. Namreč poleg tega imam še esencialno trombocitozo, odstranili so mi tudi vranico v preteklem letu, sem tudi na marivanu, ker sem prebolela trombozo vene porte. Sedaj bi pa rada zanosila in moja zdravnica mi je to odsvetovala, zdaj pa me zanima mnenje. Hvala za vaše vprašanje. Ja. Kaj bi pa vi rekli? Težko odgovoriti. No. Razumem, da si gospa želi otroka, ampak ob tem vsem, kar je povedala, absolutno je zanositev pri njej tvegana, pa nosečnost. Ne. Že to, da je utrpela trombozo, da potrebuje marevan, pričakovati je lahko veliko zapletov, žal. Tudi med nosečnostjo, pa potem samega poroda, če bi že do njega uspelo priti. Iskreno, na podlagi samo teh par podatkov bi tudi jaz bila bolj pesimistična, lahko rečem, glede zanositve. No. Bi tudi odsvetovala glede na te diagnoze, ki jih je gospa povedala. Ja, tako, mi dve pa, če morda spet nadaljujeva z najinim utečenim pogovorom, bom rekla. Zanima me, ali je pri bolnikih s kronično boleznijo jeter pogosto potrebna tudi bolnišnična oskrba ali gre zgolj za ambulantno zdravljenje in spremljanje tovrstnih bolnikov? V zgodnjih fazah je običajno to samo ambulantno. Torej, bolniki pridejo 1 do 2krat letno na kontrolo v ambulanto, prinesejo laboratorijske izvide, opravijo v vmesnem obdobju ultrazvok trebuha, da ocenimo delovanje jeter, izgled jeter. Predvsem se bojimo pojava kakega tumorja v jetrih pri kroničnih jetrnih boleznih, še toliko bolj pri cirozi. In dokler so jetra, da je njihova funkcija še dobra, zadovoljiva, je dovolj ambulantno zdravljenje. Ko bolezen napreduje, ločimo nekako 2 fazi ciroze, kompenzirana faza, dokler jetra še zmorejo svoje naloge in navzven pravzaprav ni kaj dosti bolniku videti, pa potem dekompenzirana faza, ko pa je pravzaprav že hudo okrnjena jetrna funkcija, takrat se pa pojavijo ti težji simptomi, kot so tekanje, jetrna koma, krvavitve, to pa zahteva dostikrat bolnišnično zdravljenje. Ali se da cirozo jeter kot tako pozdraviti tudi s kakršnim koli operativnim posegom ali se tega nekako ne lotevate? Če govorimo o cirozi jeter, kirurško zdravimo tumorje v jetrih, torej govorimo o raku jeter, ki se pojavi v cirotičnih jetrih. Tu je možno operativno zdravljenje, zdaj odvisno je od velikosti tumorja, kje točno se nahaja, ali je en ali jih je več, kakšna je funkcija jeter kot takih, ostalega dela jeter, torej ali je moč tumor varno operirati, da ostane dovolj jeter, dovolj dobro ohranjenih, da lahko bolnik živi naprej. Druga opcija kirurškega zdravljenja v takih primerih ali pa pri zelo napredovali jetrni cirozi je pa transplantacija. To je tudi kirurška metoda. Da bi pa nekako drugače kirurško zdravili, pa pravzaprav kroničnih jetrnih bolezni ne zdravimo v večini primerov kirurško. Tako, spet imamo nekoga, ki nas je poklical v studio. Dober večer. Dober večer, pa Ivica iz Stajskega konca. Mene pa gospoda, jaz bi pa gospoda nico vprašala, jaz pa pojem dosta zdravil, če lahko tudi jaz imam kaj na jetrah. Bi vas prosila, da še enkrat ponovite vprašanje. Pravim, da jaz dosti zdravil pojem, pa me zanima, dosti tablet pojem, ne? Katerih pa? Katerih tablet? Ja, za psiho, pa za kri, pa to. Me zanima, če jaz tudi kaj imam kaj na jetrah. Hvala za vaše vprašanje. Zdravila so eden od dejavnikov tveganja, torej pri neki kronični uporabi zdravil, ampak je treba vedeti točno katerih. Katera zdravila bi recimo lahko bila problematična, nekatera zdravila za psihiatrična obolenja je možno, da so škodljiva jetrom, tako da bi bilo smiselno občasno narediti kontrolo izvidov.
Potem recimo svarimo predvsem pred prekomerno rabo analgetikov, torej zdravil za zdravljenje bolečine, določeni že navaden paracetamol, ki ga jemljemo pri nekem prehladu, virozi, gripi, je v prekomernih odmerkih lahko zelo škodljiv, lahko povzroči akutno jetrno odpoved. Nekateri antibiotiki lahko povzročijo tudi navaden amoksicilin s klavulansko kislino, večina ga bo poznala pod amoksiklavom, pa nočem zdaj delati tu nobene reklame ali pa škode tem farmacevtskemu podjetju, ampak to je mogoče najbolj pogosto uporabljeno ime. Lahko povzroči eno določeno obliko jetrne okvare, ki pa v večini primerov ni dolgotrajna in ni hudo ne prizadene hudo, tako ni hudo resna. Tako da zdravila absolutno lahko povzročijo jetrno okvaro. Jih je potrebno jemati vsekakor po strogih navodilih zdravnika. In občasno pri tistih, kjer vemo, da so bolj škodljiva jetrom, mi jim rečemo hepatotoksična, pri tistih je treba slediti jetrno delovanje. Napraviti kakšno laboratorijsko preiskavo. Mi bomo pa že sprejeli naslednji telefonski klic. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Izvolite zastaviti vprašanje. Ja, lep pozdrav. Jaz imam že 3 mesece povečane jetrne teste in sicer AST, SALT, gama in fosfatazo. Bila sem na ultrazvoku jeter, niso ugotovili nič, so ugotovili pa žolčne kamne, pa me zanima, če je to vzrok. Pravijo, da to ni, ker nima niti vnetja nobenega, ampak tu ne gre nikamor. In so ves čas približno enaki ti jetrni testi ali se kaj spreminja, se višajo? Malenkost se znižujejo. Znižujejo. A ste imela kakšne napade bolečin v trebuhu? Nikoli. Ne. Žolčni kamni lahko naredijo povišane jetrne teste. Tako kot je gospa sama omenila, če bi bil vnet žolčnik recimo, bi to lahko povzročilo take izvide, kar pri njej očitno ne gre za to. Potem včasih kamni brez nekega vnetnega dogajanja, ampak zdrsnejo iz žolčnika v žolčne vode, zamašijo te vode, to se sicer skoraj 99% kaže s hudo bolečino po uživanju hrane, tako da to očitno tudi ni razlog. Tako da bi bilo treba dejansko malo to natančneje videti, kaj se tu dogaja. Zdaj, glede na starost gospe, tako po grobem občutku bi jaz verjetno njej naredila določene preiskave v smislu imunsko pogojenih jetrnih bolezni za izključitev le-teh, morda hepatitis B in C, za izključitev. Bi pa potrebovala malo več konkretnih podatkov, torej koliko so te vrednosti AST, ALT, Tako, hvala lepa za vaš odgovor. Verjamem, da bo tudi naši gledalki koristil, da ve, kako in kaj ukrepati v nadalje. Mogoče samo toliko. Včasih tudi zelo enostavne virusne okužbe, ki niso zaskrbljujoče. Tudi gripa kot taka, ali pa kakšna okužba, recimo drugi virusi, ki tudi delujejo na jetra, prehodno povzročijo povišanje jetrnih testov, pa se naše telo teh virusov hitro obrani, prebolimo to okužbo in pravzaprav ne pustijo potem dolgoročno nobene škode na jetrih. Recimo letos, prav se mi zdi, smo pri bolnikih, ki so prebolevali gripo, pogosto opažali povišane jetrne teste, pa ni bilo nobene druge bolezni v ozadju, samo gripa. Tako da očitno je ta virus nekoliko več vplival na jetrno funkcijo oziroma na tisti fazi okužbe, pa so se potem vsi ti jetrni testi ponovno normalizirali. Tako da vprašanje, če glede na to, kar je gospa povedala, da že padajo ti njeni testi, lahko da ne bo nič nevarnega. Je pa treba to opazovati, ne pozabiti. Tako, upamo na takšen razplet. Sicer pa ste malce prej že sami omenili transplantacijo oziroma presaditev jeter, pa me zanima, kateri bolniki so primerni kandidati za tak kirurški poseg. Verjetno obstajajo neki parametri, s katerimi določate, kdo ima prednost. Res je. Zdaj moramo ločiti vzroke, zakaj nekomu transplantiramo jetra. Vsekakor transplantiramo jetra, kadar odpovejo. Enostavno povedano, torej svoje funkcije več ne zmorejo opravljati. To je lahko posledica neke akutnega dogodka, recimo zastrupitev zeleno mušnico, bi bil en tak primer. Lahko je neka fulminantna oblika jetrne odpovedi zaradi
prav tako, naprimer, imeli smo enega mladega moškega par let nazaj, ki je po poškodbi v prometni nesreči precej veliko energetiko uporabljal, velike količine, ker ga je bolele so ga kosti po zlomih in podobno in je prišel cel zlateničen. In smo se zelo bali, da bo zahtevalo, da je prišlo do take okvare jeter, da bo zahtevalo to transplantacijo, smo ga premestili v Ljubljano, k sreči se je vse dobro šlo, ni potreboval presaditve, ampak to so take nenadne, akutni dogodki, ko se hitro zgodi in je potrebno zelo hitro ukrepati. Potem pa pri teh kroničnih bolnikih, ki pa v bistvu napreduje skozi leta bolezen in privede do ciroze, v teh primerih pa so za transplantacijo primerni tisti, oziroma so kandidati tisti bolniki, ki imajo pričakovano življenjsko dobo zaradi svoje bolezni manj kot 20% na leto. Tu nekje je ta kriterij. Zaenkrat je v glavnem, bom rekla, starostna meja 65 let, ki ni morda tako zabetonirana, tudi koga 66-letnega bi še morda transplantirali, vkolikor so vsi drugi pogoji zelo dobri. Pri alkoholikih pa je absolutno pogoj, torej kadar gre za alkoholno okvaro jeter, je absolutno pogoj vsaj 6-mesečna abstinenca. Da potem so kandidati. Tako, pod kontrolo tudi psihiatra in da je to nekako potrjeno, da je res človek sodeluje v zdravljenju. Tako, sicer pa same presaditve jeter torej potekajo v ljubljanskem kliničnem centru, pa verjetno tudi v tujini, ali se v Sloveniji nekako vseeno bolj držimo naše glavne bolnišnice? Tako, v Sloveniji je center za transplantacijo jeter, klinični center v Ljubljani. Ne vem, neposredno iz prve roke bom rekla, ali oni kdaj koga preusmerijo v tujino. Načeloma smo del Eurotransplanta, tako da tudi jetra pridobivamo iz širšega območja Evrope oziroma te regije in obratno, tudi naši dajalci so dajalci za celo to področje. Kolikor pa vem, pa se otroke pa transplantira v tujini, če je potrebna transplantacija pri otrocih. Ali morda lahko postrežete s kakšnim podatkom, približno kako dolgo morajo ljudje čakati na ustrezna jetra, ali je to povsem odvisno od darovalcev, ki so takrat na voljo? Zelo odvisno od tega, zato ker dejansko mora najprej bolnik opraviti en kup preiskav, s katerimi se opredeli celotno njegovo stanje telesno, ne samo jeter, ampak tudi vseh drugih organov, da je sploh sposoben takšnega posega. To je v prvi fazi, da je to kar en postopek. Potem pa čakajo bolniki in enostavno tako čakajo, da imajo telefon pri ušesu, spijo z njim in to se zgodi se lahko, tako je, zgodi se, morajo se zelo paziti okužb, da ne pride v stik s kakšnimi, sploh v času, ko so epidemije raznih ali pa takšne obdobja, ko smo bolj nagnjeni k okužbam, da se ne okužijo s kakimi virusi, bakterijami, ker v tej fazi potem ne morejo biti transplantirani, morajo pozdraviti okužbo. In enostavno, ko dobijo klic, grejo v avto, se usedejo in odpeljejo v Ljubljano. Kako dolgo dejansko čakajo, pa vam težko odgovorim. Pri teh kroničnih obolenjih je verjetno dostikrat zelo odvisno od tega, kako so jetra na razpolago. Imeli smo bolnico, ki je recimo čakala približno leto dni, pa žal potem ni dočakala transplantacije. Za njo se zgodi, da je bolezen vseeno prehuda, napreduje in jetra pa niso na razpolago. Hvala. Zdaj pa je že čas, da sprejmemo še en telefonski klic naših gledalcev in gledalk. Lep dober večer. Dober večer. Dober večer. Tukaj Frančiška iz Štajerske. Jaz bi pa prosil. Halo? Ja, vas poslušamo. Jaz imam pa že zelo dalj časa jemljem antibiotike, ker sem imela bakterijo, ko sem bila operirana na kolku, In to od decembra že zdaj skozi. In jaz sem imala na prvo doksa, pol primotren, zdaj so pa prišli na mesec imam pa klimicin, In jaz po onih dveh sem se slabo počutila, sem imela tudi kri slabo in zdaj sem pa začela na klimicin, je pa boljše mi, In zdaj ne vem, meni pa zdaj tole prav, zdaj sem se res počutim boljša in bom šla zdaj na pregled in prav, da mogoče lahko jaz nehala antibiotike. In jaz sem zdaj mislila, a tole Hepafar bi meni kaj pomaga za jetre, da bi se meni ščistilo toliko. Kaj če pomaga? Bolečin nimam nobenih, tako da bi kaj. Kaj če pomaga? Še enkrat, če Hepafar, da bi jaz to si ščistila jetre. Naravno je to prav čisto. Ti pripravki z verjetno pegastim badljem ali kaj podobnega, Ja. Artičoki je to. Artičoka tudi, se ve, da naj bi koristila jetrom, Kaj vam naj rečem? Te rastlinski pripravki so zelo mamljivi, dosti ljudi, moram priznati, tudi jih uporablja. V večini primerov neke škode ne počnejo ali koristijo
Moram priznati, da včasih pri nekaterih opažam izboljšanje jetrnih testov. Ko povejo, da so jemali recimo eno kuro takšnih pripravkov, kot je Liverin Forte ali kaj podobnega, ne, s pegastim badljem, so dejansko imeli nekoliko boljše laboratorijske izvide. Žal obstajajo pa tudi primeri, ki k sreči so anekdote, ampak vseeno so posamezni primeri, ko pa je prišlo celo do poslabšanja jetrnega delovanja. Tako da a priori svetovati ne bi, no, iskreno. Bi pa bilo dobro jetrne teste pokontrolirati pri gospe glede na vse 3-4 antibiotike, ki jih je zdaj dolgo časa jemala, ne, je smiselno to opazovati, ja, da ne bi prišlo do neke daljše škode, ne. Tako, hvala za vaš odgovor. Zdaj pa me zanima še to, ali obstajajo kakšni statistični podatki, kako dolgo pravzaprav živijo ljudje s kronično boleznijo jeter oziroma tisti, pri katerih že pride do poslabšanja te bolezni. Kakšne so kaj prognoze? Najslabšo prognozo opažamo pri bolnikih, ki imajo s alkoholom povzročeno jetrno okvaro. V večini primerov tudi zato, ker ne nadaljujejo s svojim obnašanjem oziroma z uživanjem alkohola. Pri drugih pa zdaj spet odvisno od človeka do človeka. Moram reči, da so to res kronične bolezni, da dostikrat tudi po 10-20 let te bolnike vodimo in opazujemo. In bolezen zelo počasi napreduje, na primer, ne. Tako da so dokaj v redu večino časa. Je pa res, da če gledamo procentualno, na primer pri alkoholni jetrni cirozi je nekako pričakovano 10-letno preživetje optimistično nekje do 60-70%, kar pomeni najslabšem pa 35%, ne, odvisno spet od teže okvare, kako hudo stanje je, ali pride do zapletov. Žal vsaka krvavitev recimo iz počenih varic na požiralniku nosi kar 30% smrtnost, ne. Torej, če človek zakrvavi ob jetrni cirozi iz teh žil na požiralniku, je tretjina bolnikov nam umre, kljub vsem našim poskusom zdravljenja, ne. Tako da so to resni zapleti. Ja, resni zapleti so lahko. Koliko vas običajno stari vaši bolniki, ko začnejo z vašo obravnavo? Poprečno bi rekla tam okrog 40 do 60 let, tu vmes, ne. Imamo pa tudi nekaj mlajših bolnikov, se zgodi, da zbolijo že zelo mladi, v adolescentnem obdobju ali pa recimo 20-25 let za kako obliko bolezni. Nekatere recimo genetske ali pa dedne oblike so mogoče se prej pojavijo, kot so na primer Wilsonova bolezen, ko gre za prekomerno kopičenje bakra v telesu, v jetrih, pa tudi v možganskih ganglijih. Ampak to so redki primeri. Imunsko pogojene bolezni se lahko pojavijo tudi kadarkoli tekom življenja, tudi pri mlajših ljudeh. Kakorkoli obrnemo, pa alkohol je na prvem mestu pri nas. 60 do 70% cirotikov je žal zaradi alkoholizma. Tam pa je nekako med 40 in 60 mogoče najbolj pogosto, no. Smo pa imeli tudi, jaz osebno se iz svoje izkušnje spomnim 28-letnega fanta, ki nam je umrl zaradi hudih zapletov alkoholne jetrne ciroze, tako da se zgodi tudi bistveno mlajšim, na žalost. Ja, zanima pa me tudi to, ali imajo osebe s kronično boleznijo jeter večjo možnost, da zbolijo tudi recimo za rakom jeter ali ne, in zakaj? Ja, imajo. To je tudi eden od pomembnih razlogov, zakaj jih sledimo. Tudi ko so dokaj dobro, nimajo nekih posebnih težav, jih ne izgubimo z radarja, da tako rečemo. So naročeni na kontrole v naše ambulante, prav zaradi tega, ker ko enkrat bolezen napreduje v cirozo, ciroza je na nek način poveča tveganje za raka jeter, no, enostavno povedano, in te bolniki, ko enkrat pride do faze ciroze jeter, je potrebno slediti redno, zato ker lahko odkrijemo bolezen v zgodnji fazi, ko so rezultati zdravljenja še bistveno boljši in prognoza posledično seveda tudi, tako da ja, rak jeter je primarno bistveno bolj pogost pri cirotičnih, torej bolnikih s cirozo. Morda še kakšna beseda o tej diagnozi, že uvodoma sem obljubila, da se jo bova nekako dotaknili. Kako pogost je pravzaprav rak jeter na našem območju in kakšne možnosti ozdravljenja prinaša? Rak jeter pri nas recimo, ravno zaradi današnjega razgovora, sem malo pobrskala po zadnjih registrih raka, ki so dostopni trenutno. Iz leta 2013, na primer, je podatek, da je pri nas bolelo 186 oseb. Približno 2/3 moških, pa 1/3 žensk.
Če to primerjamo z nekim bolj pogostim rakom, kot je rak debelega črevesa in danke, kjer je več kot 1200 oseb na leto zboli, ali pa tudi rakom dojke, je to morda med redkejšimi raki. Je pa vseeno dokaj pogost, predvsem, kot rečeno, v populaciji bolnikov s kroničnimi jetrnimi boleznimi, zato smo tam tudi toliko bolj pozorni. Zato tudi redno izvajamo ultrazvočne preglede, vsaj enkrat ali bolje dvakrat letno pri teh bolnikih. Določamo tudi vrednost enega tumorskega dejavnika v krvi, imenuje se alfa-fetoprotein. Kadar je povišan, pri nekom, ki ima cirozo, posumimo, da je prišlo do napredovanja v rakavo bolezen in seveda potem ustrezne diagnostične ostale postopke sprovedemo. Običajno so potem to dodatne slikovne preiskave, kot je CT, torej računalniška tomografija, magnetna resonanca, jetrna biopsija včasih potrebna, da se opredeli ta tvorba in potem naredi plan zdravljenja. Že prej ste omenili, da v tem primeru lahko pride v poštev tudi kirurško zdravljenje oziroma odstranitev samega tumorja. Pri bolnikih, ki jih sledimo, da so v neki zdravniški oskrbi, imamo to možnost, da bolezen odkrijemo dokaj zgodaj. In takrat je prognoza najboljša, ker takrat je dejansko možno, vsak rakavo bolezen želimo zdraviti radikalno, torej pomeni odstraniti rak v celoti. Če se le da kirurško, in to je možnost pri tistih, ki jih redno sledimo. Žal je pa tako, da včasih bolnike malo zgubimo oziroma mogoče sami niso toliko skrbni, ne pridejo več na kontrole ali pa se niti ne zavedajo resnosti svojega stanja, svoje bolezni. Simptomatika oziroma simptomi pri bolniku, ki ima cirozo, pa se mu pojavi rak, pa niso kaj dosti drugačni kot same ciroze, sploh v zgodnji fazi. In zato se žal zgodi, da pa odkrijemo včasih bolezen pa zelo pozno, ko bolnik že propada, ko izrazito shujša, in je potem tudi zdravljenje seveda temu primerno manj uspešno, tako več je zapletov, manj možnosti imamo zdravljenja, zato ker je bolnik že toliko bolan, da več ne zmore kirurškega zdravljenja. Med kirurškim zdravljenjem je tako, odvisno je seveda od tega, koliko, tako sem že prej omenila, koliko je tumorjev, ali je en, ali koliko je velik ta tumor, ali je možna transplantacija morda jeter pri tem človeku, tudi v primeru raka jeter je to ena od oblik zdravljenja, ali se da rak izrezati. Vse te stvari se v bistvu dogovorimo na enem takem multidisciplinarnem, mu rečemo konziliju, ki ga imamo vsako sredo v našem kliničnem centru, kjer se usedemo skupaj gastroenterologi, kirurgi, radiologi, ki nam omogočajo slikovno diagnostiko in nam zelo dobro opišejo, kakšno je stanje, kje se nahaja tumor, kar kirurg mora vedeti, da vidi, ali bo lahko ta del izrezal ali ne, ali je ta proces v bistvu operabilen, in pa onkologi. In potem se skupaj za bolnika dogovorimo, kaj bi bilo glede na stanje, v katerem je optimalna oblika zdravljenja. Žal je po podatkih ravno tako iz 2013 le nekje 8% bolnikov, ko smo jim odkrili bolezen, v tistem letu bilo zdravljenih kirurško. Torej, v večini primerov je verjetno šlo za že napredovalo obolenje ali rakavo ali cirozo, tako hudo napredovalo, da telo ne bi prestalo operativnega posega. V teh primerih se potem pa odločimo, če en tumor se da morda z enimi takimi manj invazivnimi, ampak vseeno dokaj agresivnimi postopki tumor probati požgati, po domače povedano, ali pa z alkoholom sklerozirati, rečemo temu, ko se dejansko skozi kožo prebode v tumor z iglo in se potem vbrizga določeno snov, kot je alkohol ali kaj podobnega, da ta tumor pravzaprav propade. Dela se tudi z radiofrekvenčno ablacijo, to so pač ene take tehnike, ki so bolj manj invazivne, kot je operativni poseg, ampak še vedno dokaj agresivne, omogočijo pa v nekih izoliranih tumorjih, da ga kar dobro uničimo, omejimo, vsaj za nekaj časa ustavimo nadaljevanje tako bolezni. Kadar to ni možno, iz nekih razlogov, različnih spet, odvisno od bolnika do bolnika, obstajajo tudi oblike kemoterapije, torej sistemskega zdravljenja, to potem izvajajo naši onkologi, trenutno tudi že v kliničnem centru v Mariboru na onkološkem oddelku, in tudi oblike bioloških zdravil oziroma tarčnega zdravila, ki vpliva na rast samih tumorskih celic in na rast žil, ki prehranjujejo ta tumor. Seveda, bolj je bolezen napredovala, manj možnosti zdravljenja je, težje bolniki to zdravljenje tudi dostikrat prenašajo in je potem seveda tudi prognoza temu primerno slabša. Tako. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za vse informacije, podatke, ki ste jih nocoj delili z nami in upam, da se še kdaj srečamo v našem studiu. Hvala lepa vam.
Tako, nocoj ste lahko izvedeli vse in še več o kroničnih boleznih jeter, dotaknili pa smo se tudi diagnoze rak jeter. Prepričana sem, da ste dobili odgovore na svoje vprašanja in da ste si dobro zapomnili, kateri so tisti dejavniki tveganja za kronične bolezni jeter, da se jim boste lahko na široko izognili. Na pogovor sem povabila specialistko gastroenterologije, gospo Andrejo Ocepek, doktorico medicine z oddelka za gastroenterologijo in endoskopijo UKC Maribor. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji četrtek ob 21. ko bomo govorili o boleznih ščitnice. V studiu bom gostila predstojnika oddelka za nuklearno medicino UKC Maribor, primarja Ludvika Puklavca, doktorja medicine. Sedaj pa vam zaželim le še lepe prvomajske praznike in lahko noč. Srečno!